Lepo pozdravljeni, smo v kraju Preddvor oziroma v Potočah. Požar večjih razsežnosti gasi se od včeraj od 16. ure naprej. V kratke informacije oziroma v izjavi za javnost vam bojo posamezne podatke po sklopih predstavili vodja gasilske intervencije, pilot Slovenske vojske, član štaba civilne zaščite in pa jaz kot policija. Pa bo, lepo prosim, začnejo govorci, na koncu pa pol še vprašanja. Andraž, prosim. Včeraj nekaj minut pred 16. uro je prišlo do obsežnega požara na pobočju za nami, to je pobočje Potoške gore nad Preddvorom. Tako je izvozilo lokalno pristojno gasilsko društvo PGD Preddvor in pa poklicna gasilska enota iz Kranja. Že med vožnjo na sam kraj dogodka smo videli, da gre za obsežen požar. Požar se je izredno hitro širil po pobočju navzgor, tako da smo aktivirali celotno Kranjsko gasilsko zvezo in pa tudi sosednje gasilske zveze v okolici, se pravi Kokro, občine Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Škofjo Loko, Tržič, Radovljico, tudi Bled in pa Jesenice, se pravi, in pa Kranjska Gora, se pravi, gre za neko večjo zadevo, resnično veliko zadevo, regijsko zadevo. Tudi danes aktivnosti še vedno potekajo v tej smeri, trenutno je na terenu danes 100 gasilcev, predvideva se nekako za nočni čas, da bomo kljub razvitemu požaru bili primorni vse aktivnosti nekako zmanjšati, kajti gre za zelo zahteven teren, nevaren teren, stalno padajo kamenje, drevesa, štorovi, tako da tudi prišlo je žal že do nekaj poškodb na gasilcih. Lahko rečem, da je šlo za lažje poškodbe, upajmo, da bo s fanti res zelo hitro vse v redu. Prišlo je tudi že do kar nekaj poškodb na vozilih, to kamenje res pada večje skale, tako da je samo posredovanje res izredno zahtevno in na tem mestu se moram zahvaliti vsem gasilcem, vsem posredovalcem, pilotom Slovenske vojske, nujni medicinski pomoči, gorski reševalni službi, policiji, redarstvu, se pravi vsem službam, ki so nekako vpletene v gašenje tega požara. Skupaj res lahko rečem, da zelo aktivno in pa dobro delamo in upamo, da nam bo tudi sam požar uspelo tudi v nekem doglednem času pogasiti. Matija Zupančič, pilot Slovenske vojske. Pozdravljeni, sem nadporučnik Matija Zupančič, prihajam z 15. polka vojaškega letalstva. Se pravi, Slovenska vojska je letos gasila že 7 podobnih požarov v naravi s helikopterji Slovenske vojske. Do včeraj smo odleteli preko 40 ur za potrebe gašenja in odvrgli okoli 400 tisoč litrov vode na požarišča. Kar se tiče same intervencije, tu včeraj je zelo oteževal delo močan veter, hitro širjenje požara in potrebna velika moč na helikopterju, ampak nekako s skupnimi močmi smo se omejili požar. Je pa, bom rekel, zelo priročno, da je zraven jezero Črnava, kar omogoča hitrejše zajemanje pa posledično tudi hitrejše gašenje. Zdaj zajemamo od 1100 litrov do 2400 litrov vode, odvisno od tipa helikopterja, posadko pa sestavljajo 3, 2 pilota, en tehnik oziroma 4 v primeru helikopterja AS-532 Cougar. Moram pa reči, da je sama intervencija je dokaj zahtevna in upam, da čim prej pogasimo. Lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so del te intervencije. Gre za veliko število prostovoljnih gasilcev in gasilk ter s profesionalnimi gasilskimi moštvi, ki smo uspeli v včerajšnjem popoldnevu in proti večeru narediti izjemno delo in zamejiti ta zahodni razvoj požara. Gre za izjemno nedostopen teritorij nad Potočami, ki ga edino logistično podporno povezuje gozdna cesta, ki jo vidimo tukaj za nami. Problem te ceste pa je, da je nezmožno srečevanje in je bila zaradi tega še posebej otežena oskrba z vodo za gasilce in pa tudi razvoj požara, ki je šel v bistvu po vertikali zaradi vzgonskega vetra. Izjemno vesel sem odziva lokalnega prebivalstva, ki pomaga tako prostovoljcem, kot tudi vsem ostalim, ki zagotavljajo logistično podporo, tako z hrano, moralno podporo, kavo in, bom rekel, tistimi drobnimi
trenutki, ki jih namenjajo posameznikom, ki se bojujejo z ognjenimi zublji. Mi smo takoj ob proženju včeraj ob 4. uri aktivirali štab civilne zaščite. Vsi so se odzvali, nekaj jih je šlo v operativne gasilce, ostali pa smo v štabu tukaj za nami pomagali za oskrbo tako z gorivi, prehrano in drugimi logistično podpornimi funkcijami, zato da je noč minila kakor se da mirno. Naša ključna skrb in tukaj še enkrat hvaležnost vsem pri njihovih odločitvah je bila, da zavarujemo vas Potoče, s tem pa preprečimo večjo gmotno škodo in tudi kakršnekoli neljube in zares tragedije oziroma posledice, ki bi lahko poškodovale prebivalstvo ali karkoli drugega. Skratka, še dan ali dva boja, potem pa upamo, da nam pomoč iz zraka, poleg helikopterjev Slovenske vojske, pošle še dež. A se vzrok že pozna? Ne, po mojih informacijah vzrok še ni znan, osebno pa sem preverjal nekaj fotografij, ki so se pojavile na socialnih omrežjih nekaj pred 4. uro včeraj in gre za lokaliziran požar, ki je nekako bil lociran nekaj 100 metrov nad vasjo. Lokalni prebivalci pa ocenjujejo, da tam ni niti cest, niti poti, tako da sem prepričan, da preiskava oziroma uradne informacije v zvezi z vzrokom požara še sledijo. Policija že od včeraj varuje samo območje, preprečuje dostop nepooblaščenim osebam. Že včeraj je bilo opravljenih večje število razgovorov. Z teh razgovorov je bilo nekako ugotovljeno oziroma okoliščine kažejo, da je zagorelo tik nad vasjo Potoče, sam ogenj se je pa potem razširil proti vrhu in v obe smeri. Še vedno iščemo priče tistega začetnega požara, sam požar, kako se je širil, nam je poznano. Priče, ki so opazili začetne požare, jih pa prosimo, da pokličejo bodisi na policijsko postajo Kranj, na interventno številko 113 ali ukolikor želijo ostati anonimni, na anonimni telefon 080 1200. V požaru je nastala velika materialna škoda, pogorelo je tudi nekaj objektov, ki so na samem območju. Bo pa sama preiskava pokazala, kaj je bil vzrok, čaka se pa še, da se zadeve umirijo in da bo varno, ker zaenkrat je nevarno tako za policiste, kot tudi za gasilce, za Slovensko vojsko, ki s helikopterji pomaga gasiti požare. V samih ugotovitvah bo pa po vseh zbranih obvestilih obveščeno pristojno državno tožilstvo. Bi pa pozval vse pohodnike, ki imajo namen iti na to območje, naj se v prihodnjih dneh tega absolutno izogibajo, ker je na območju še vedno zelo visoka vročina in dokler se požari ne pogasijo, dokler ne bo dežja, je izredno nevarno, ne samo zaradi požara, ampak tudi zaradi drevja, krušenja skal in drugih nevarnosti. Še kakšno vprašanje? Koliko časa še? Torej še vedno gori, intenziteta ognja je še vedno zelo velika, gori v nekem grebenu, prav v ozadju. Praktično ta teren je za gasilce zelo nedostopen, ker gre za zelo strm teren. Kljub temu, da imamo danes na terenu preko 100 gasilcev, se gasilcem še vedno ni uspelo prebiti do samega področja, ker kot sem rekel, gre za strm, nedostopen, suh teren. Tudi bojimo se, da bi fante gasilce nekako zajel ogenj, da bi jih objel, tako da kljub vsemu še zmeraj delamo v tisti maksimalni stopnji varnosti, kar nam trenutne razmere tudi zadevo omogočajo. Koliko časa bo zadeva še gorela, koliko časa bo zadeva še aktivna, to nekako to zelo težko ocenjujemo. Vsekakor bi se pa tukaj kar pridružil besedam gospoda župana, da vsi skupaj si želimo, da bi nam poleg helikopterjev Slovenske vojske jutri oziroma v naslednjih dneh pomagal tudi padavine iz neba. Smo tudi v pogovorih z gospodom ministrom Toninom, da bi v jutrišnjem dnevu, vkolikor nam danes ne bo uspelo pogasiti požara oziroma ga saj omejiti, te resurse Slovenska vojska še povečala, da bi nekako uspeli pridobiti 4 helikopterje, da bi dejansko bili, upajmo, še bolj uspešni pri samem gašenju. No, tudi zdaj vidite v ozadju prihaja še en helikopter,
Slovenske vojske, tako da danes bosta na terenu 2, čez dobro urco se nam pridruži še ta 3, tako da tudi tukaj je res maksimalna angažiranost ministrstva, vseh služb na ministrstvu, tako da še enkrat vsem skupaj bom rekel samo hvala lepa za njihov trud. Jaz bom v tem trenutku rekel, da pač to ni nekako moja pristojnost podajanja te izjave, tako da to boste pač morali vprašati policijo, ki bo pa nekako v teku svoje preiskave tudi verjetno te informacije podala. To je ravno vprašanje pri škodi. Jaz bi močno spomnil, da v bistvu pogoreti vikend objekti se v primerjavi s škodo, ki je nastala na lesni zalogi, so tako rekoč zanemarljivi. Govorimo o področju, ki zajema nekako po ocenah med 500 in 700 hektari. In če drži tiste fotografije, ki smo jih gledali do pozne noči včeraj, da so v bistvu drevesa pogorela v celoti, je to lahko škoda milijonska. Gre za varovalni gozd nad vasjo in bo tudi erozija povzročala težave v sami vasi in jaz močno upam, da bojo končne ocene, ki bo pač vse bo pokazala pomlad, kaj bo odgnalo in kaj ne, da bomo uspešno z vsemi pristojnimi službami to sanirali. Tudi v mojem imenu bi se pa rad zahvalil angažmaju ministrstva in pa Slovenske vojske, ker je to resno edina rešitev, da lokaliziramo te zadeve do prihoda dežja. Gre za vse gozdove v zasebni lasti in od tega je en večinski lastnik pa nekaj manjših, vikendi pa so tudi vsi v zasebni lasti. Ta ogenj v včerajšnjem večeru je bil ogenj zelo blizu vasi, se pravi vasi za nami je vas Potoče, zato smo se tudi odločili in potegnili iz jezera Črnava po gasilsko BCV vod preko 2,5 km cevi smo potegnili, da smo nekako imeli zadostno količino vode, da smo lahko požar pogasili in pa vas prve hiše tudi obvarovali. Bilo je pa v včerajšnji intervenciji preko 250 gasilcev, danes preko 100, tako da tukaj res vsa zahvala vsem gasilcem za res nesebično pomoč. Ogenj se je pa pomikal više, ja, tako ja. Ja, upajmo, da tudi vaša trditev je pravilna, sicer zadnjih razmerij, ki smo gledali, je to šele v poznem večeru, upajmo seveda na čim prej. Dejansko pri tem požaru je potrebna večja količina vode, požar oziroma tlenje se pojavlja v zemlji noter in ga dejansko na same površini sploh ne vidimo. Požar po zemlji potuje, nekje spet pride ven in tudi če zdaj pogledate nazaj na teren, vidite posamezne dime, se pravi požarišče, ki je bilo oziroma področje, ki je bilo že popolnoma pogašeno, pa spet nekje ven pride, se pravi to bo dejansko samo dež, večja količina vode to prelije, da je voda steče v zemljo pogasilo, druge ga pač tukaj ne bo. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Poveljniki so mi predstavili trenutno situacijo na požarišču. Ključna stvar, ki je bila rečena, da potrebujejo dodatno težko tehniko, zlasti helikopterje, ker je teren izredno nedostopen. Zaradi tega smo v tem trenutku, a se kaj slišimo, a nič? Mislim, da zdaj boljš. Da skrajšam, v glavnem
Vodja intervencije me je seznanil s tem, da je teren izjemno težko dostopen in da če kaj potrebujejo težko tehniko, govorimo o helikopterjih. Trenutno delujeta dva, tretji še prihaja, tako da bodo danes delovali 3 helikopterji. Za jutrišnji dan so padavine napovedane šele pozno zvečer, tako da bo tudi zelo težak dan. Prosili so za čim večje število helikopterjev. Sam sem opravil pogovor z načelnikom generalštaba, kakšna je maksimalna številka razpoložljivih helikopterjev, ki jih Slovenska vojska v danem trenutku lahko da. Zdaj za jutri bo ta številka 2. Če pa bo policija prevzela naloge HNMP-ja v Mariboru in na Brniku, pa se ta številka lahko še poveča za 2, kar pomeni, da bi lahko vojska pomagala na požarišču 4 helikopterji Bell 412. Pred parimi minutami sem opravil tudi telefonski razgovor z ministrom za notranje zadeve Hojsom, če lahko policija za jutri prevzame HNMP na Brniku in v Mariboru. Strinjal se je s tem tako, da bodo jutri na razpolago 4 helikopterji Slovenske vojske Bell 412 za gašenje požara. Tako da upam, da bomo s tem pomembno prispevali, da se ta požar čim prej omeji. Gasilci bodo seveda naredili svoje in potem upam, da bo končno vreme, to je dež, to operacijo in to misijo dokončal tako, kot je potrebno. Hvala lepa. Zaradi tega, ker so na HNMP-ju, torej na upravljanju drugih nalog, in zato je bilo potrebno to stvar skoordinirati s policijo, da policija prevzame del nalog, ki jih upravlja vojska in da vojska lahko preusmeri vse sile tukaj v gašenje požara. To vzame čas, to se ne da v eno uro. Sej, ne vem, če ste slišali, da poleg tega Cougarja, ki je zdaj prišel, prihaja še en helikopter, tako da bodo danes na razpolago 3. Kot so piloti povedali, je v tem rajonu, ki delujejo na nek način 3 tista maksimalna številka, da se lahko zvrstijo in da operirajo, tako da bi rekel, danes bomo delovali z maksimalnimi silami, jutri pa tudi. Hvala lepa. Hvala.